Dobro jutro, jaz sem pripravljen za 4 dni hribolazenja v Zgornji Savinjski dolini. Najprej sem izbral Raduho, ki je najbolj vzhoden 2000 v Kamniško-Savinjskih Alpah. Izhodišč za turo na to goro je več, lahko gremo tudi iz doline, iz Luč, od Drogovilca ali pa se po makadamu zapeljemo više do Snežne jame ali planine Loka. No, sam sem se zapeljal tudi do kmetije Miklavc na 950 metrih nadmorske višine. Cesta do sem je še asfaltirana, sicer je malo zdelana po lanskih ujmah. Zdaj pa grem proti kmetiji Radošnik, tam pa se začenja pešpot proti vrhu te grebenaste gore. Vzpona tik pod planino Loka, prvi razgledi takole proti Menini planini. Pravijo, da so pripadna severna pobočja Raduhe in bolj položna ta južna, no tudi ta so pošteno strma. Takoj za zadnjo kmetijo se klanec postavi po konci. Do planine Loka sem potreboval slabo uro in pol, naredil pa skoraj 600 višinskih metrov. Večinoma po gozdnih vlakah in gozdnih cestah, pot je markirana tako, da so tudi razcepi lepo vidni. Počasi bom iglasti gozd pustil za sabo in se dvignil proti vršnemu delu Raduhe v svet ruševja, borovčkov in pa travnikov, seveda s planinskim cvetjem v tem času meseca junija. Prek grebena proti severu, proti grebenu Olševe. Tamle pa kmetija Bukovnik, najvišje ležeča kmetija v Sloveniji na 1327 metrov. Evo me na Raduhi, 2062 metrov. Lepa tura od kmetije Radošnik mimo planine Loka do vrha 3 ure vzpona, 1080 višincev, 6,5 km. Sestopil bom do konca tega 3-kilometrskega grebena do planine Arta in nato nazaj do Loke. Tole je super razglednik, žal pa so se zdaj že naredili oblaki, tako da zakrivajo večino teh hribov v okolici. Proti zahodu sem še malo vzrl Ojstrico, desno se vidi Skuta, Tleskoškova planota pa je že v megli. Proti jugu Golte, Zgornja Savinjska dolina in Menina planina. Na vzponu so se lepo videli, proti zahodu je Uršlja gora pa Peca, za mano pa greben Olševe, kamor tudi nameravam iti. Če ne želite zamuditi naslednjih hribovskih avantur v tem delu Slovenije, se le naročite na moj kanal.
Na sestopu je tole pogled na Robanov kot in pa prve kaplje dežja. Tole je planina Arta s pogledom proti Goltem, Ljubnemu, Menini planini, Rogatcu in Lepenatki. Malo pod njo je snežna jama. Raduha je namreč zakrasela, grajena iz dachsteinskega apnenca. Snežna jama je na nadmorski višini nekaj čez 1500 metrov, globoka je kar kilometer, za obisk pa je odprta julija in avgusta ob koncih tedna. Evo super, prav danes je koča na Loki odprta vse dni v tednu pa do 1. oktobra. Oskrbnica pravi, da pridejo tudi njihovi 3 sartani mucki. Je bil pa šrulj tako velik, da je vmes še nehal deževati in se znova pokazalo sonce. Zdaj pa letim v dolino. Tole je lahko celodnevna tura, saj se lahko na vrhu zadržiš več ur, če te seveda ne lovijo oblaki in dež, tako postane pa poldnevna. Ob tako nestabilnem vremenu je treba res zgodaj štartati, danes sem šele ob 7, bolj je bilo ob 6, idealno pa ob 5 in bi ujel lepše razglede tudi samega vrha. Za sestop sem prav tako potreboval 3 ure, saj sem šel naokrog čez Arto, skupaj pa tale tura 14 km in pol ter dobrih 1100 višincev. Ja, vreme me malo heca, zdaj je na Raduhi lep sončen večer, sam pa sem šel za zaključek dneva še na sprehod po prvi od 3 ledeniških dolin, tu v Zgornje Savinjski dolini, po Robanovem kotu. Idilična dolina s kmetijami, reko Belo, dolga 5 km, pod Leskovškovo planoto, tam na gor je Križevnik, na koncu doline pa tudi Ojstrica.